Sedaj pa o izjemni zgodbi, ki se zdi skoraj neverjetna. Začel je z nekaj kilometri teka na dan, sčasoma se je razdalja podaljševala in danes preteče dnevno zgolj za trening. 30 kilometrov v svoji tekaški karieri je dosegel izjemne uspehe, a zagotovo ni še rekel zadnje. Luka Videtič, dobrodošli v oddaji. Dobro jutro. Lepo zdrav. Ste pritekli? Ne, nisem. Glede na opremo vidim, da ne. Sem pa tekel, preden sem prišel zjutraj, tako da sem se... Kdaj ste pa že ostali? 3:20 ostajam vsako jutro, 4 ponavadi že tečem. Torej ste ostali danes 10 minut pred mano? Ja, če ste 3:30, jaz sem 3:20. Tako, ja. Kakšna pa je to razdalja? Kam ste odtekli? V bistvu jaz zjutraj naredim ponavadi 30 kilometrov, živim na Maliji in tečem tam svoj standardni krog, tako da jaz v bistvu 90% svojega teka naredim na enem in istem krogu, gor in dol, gor in dol, gor in dol. A se pravi, delate tudi te višinske razlike potem, tako da imate? Višinske razlike v 30 kilometrih je 350 metrov, ni dosti, nekaj se pa nabere. Zakaj ste v bistvu začeli s tekom? Kaj vas v bistvu dejansko poganja? Kaj vas, ja, v vaši, bom rekla tako, ne? S tekom sem začel, kot vsak po moje, neka rekreacija, nekaj sem si želel delati in tek je tak preprost. Ko bi rekel, rabimo superge, rabimo ene kratke hlače in lahko gremo. Zdaj, če nekdo odteče 1 uro na dan, je to za rekreacijo že ogromno. Tako da v bistvu malo časa porabiš, dosti narediš zase, pa še si odzunaj na zraku. Tako da vse skupaj, ko sem združil, je to nekaj, kar se mi je zdelo prijetno, pa sem začel to delati. Logično, ne? Ja, zdaj, ko pomislim, ja, je logično. Je to tudi terapija? Jaz imam tek rad. Ne vem, nimam nekih posebnih težav in skrbi v življenju, tako da ne bi rekel, da je terapija. Nekaj, kar imam grozno rad, nekaj, kar me osrečuje. Ampak mislim terapija v smislu, da predelate neke, bom rekla, dnevne strese, drobne, katerim smo vsi, ne? Kakšenkrat ne razmišljam nič, kakšenkrat pa ja, rešim vse težave tega sveta v tistih par urah, ne? Tako da čisto odvisno. To mislim, ja. Ja, kakšen dan rešim vse težave tega sveta. Kaj pa ste po poklicu? Po poklicu v bistvu jaz delam v avtohiši, delam na servisu, tako da. No, prinesli ste nam tudi, bom rekla, različne promocijske mačke, ki jih dobite, ko se udeležujete različnih tekov. Kje je bil zadnji? Zadnji tek, ki sem se udeležil, je bilo svetovno prvenstvo na 24 ur na Tajvanu. To je bilo 1. decembra, če smo točni. Sem dobro razumela, 24 ur? Ja. To pomeni, da ste konstantno tekli 24 ur? V bistvu ja, mislim, cilj tega je, da se teče 24 ur. No, meni je 20 minut, sem nekaj izgubil pot, tako da sem tekel 23 ur in 40 minut. Kako pa se regenerirate? Kako vnašate hrano? V bistvu vse, kar pojemo in spijemo med tekom. Pravim, imamo svojo ekipo, mi podal roko, jaz primem, spijem, vrnem in tako. Vsakih 30 minut ponavadi. Kako pa se potem regenerirate po teku? Zdaj, to je čisto odvisno, no. Jaz ponavadi drugi dan po teku že tečem. Naredim par kilometrov, zaradi tega, da se malo te noge razbijajo, drugače pa kakšen teden rabim. Po enem tednu sem ponavadi že v svojem ritmu 30 km na dan, tako da gre hitro to. Z leti gre hitro, no. Včasih je bilo grozno. Ko sem tekel svoj prvi 200-kilometrski tek, sem bil 2 meseca zlomljen. Zdaj pa potem s časom se telo navadi. Prvega ne pozabiš nikoli in kje je bil prvi? Prvi je bil ultrabalaton, se pravi en krog okrog Blatnega jezera na Madžarskem. To je 221 km. Dobri ste, moram biti. Res ste dobri, res čestitke. Meni se zdi včasih, ko odlapam polmaraton, da sem se pospela na Mount Everest. Ampak vam je to zdaj za šalo, ne? Ker polmaraton skoraj da. Ampak vsak kilometer šteje, ne? Ko se dvigneš s kavča. Vsak kilometer šteje in ljudje dostikrat mislijo to, da meni ni težko. Meni je tudi po 20 kilometrov težko. Čeprav moram potem še 23 ur teči, ampak mi je že težko, jaz sem utrujen, vseeno, ko si ostali. Samo nekako pač grem naprej. Sem prebrala enkrat, mislim, misel, ko sem pripravljala ta vprašanje, da ste rekli, da ultramaratonci tečete takrat, ko ste že najbolj utrujeni, takrat se šele začne pravi tek. Ja, zato ker telo na treningu lahko pripravimo do neke meje, se pravi jaz pravim 5-6 ur je to čista mehanika, se pravi to nekaj, kar ne treniramo. Po tistemu pa je bolj to, da sami sebi preprečujemo, da še vedno lahko tečemo. Jaz si potem to naredim neke kratke cilje, kakšenkrat je to samo do naslednjega prometnega znaka, do naslednjega križišča in ko pridem do tam, si dam krajši cilj, ker če bi pomislil, da imam še 200 km pred sabo, je konec, lahko samo jokam, ne. No, midva se ne bova zjokala, ampak vam želim res vse dobro še naprej. Hvala za ta jutranji pogovor. Najlepša hvala, najlepša hvala. Hvala.